Oddavi se Fuji sred jezera kopaš, plavaje se bližam ti, vsa si smehljaj, še bolje to sonce z nebeškega stropa, s toplino podpira mi rok zamahljaj, ovalna obala mehko me pozdravlja in bori med smrekami strumno stoje, le valčke mi jezero z vetrom zapravlja, nad valčki pa križema ptički lete. Kako sredobežno je plavanje v vodi, v breztežnosti ledi, na ramah, nogah. Ta vodin objem je podoben svobodi, pod mano so ribe, nobene ni strah. O Fuji, oblaki te kličejo v nebes in sonce zaljubljeno tja ti sledi. Ostal bi, a zdaj me že v mišice zebe. Na bregu predal se bom morju luči. Po drugi svetovni vojni se je Japonska odprla tudi misionarjem in misionarjenju in takrat so predstavniki naše družbe, jezuitske družbe, iskali prostovoljcev, to se pravi ljudi, ki so dovolj močnega zdravja in imajo vsaj do določene mere sposobnost, da se naučijo tudi težkih tujih jezikov. In takrat sem se javil in so me poslali na Japonsko. In še danes mi ni žal, da sem šel tje. Sem bil več kot 30 let profesor na naši tokijski univerzi, Sofia ali pa Sofija, kakor pač to izgovarjate po japonski, je to Jochi, istega pomena, se pravi višja modrost, če bi predstavili to v slovenščino. In učil sem angleščino, nemščino, potem pa filozofijo. Vsa doživetja ni mogoče preliti v pesem, tako da se doživetja kopičijo, in potem pa izbereš tisto, kar te najbolj zadene, in potem pa s pomočjo besed, tehnike besed, skušaš ustvariti pesem. So pesmi, kjer se naprimer ustavim samo pri kakšnem naravnem pojavu, naprimer pri kakšni roži, morda na Japonskem pri vulkanu, včasih celo pri potresu ali tajfunu, ampak včasih iz srca pride tiste izraz, da si vesel, da je kaj takega, posebno pri lepih stvarih, ali pa da so se žalostne stvari lepo končale. Je neke vrste, bi rekel, stvar, ki ostane. In ki lahko spet drugega navdihne s podobno mislijo, ali pa enostavno ostane na papir, kot naprimer ostane slika na steni. Potem, že dolgo potem, ko se vse stvari spremenijo. Dame in gospodje, Marlene Dietrich! Ja, jaz bi sebe označila za intuitivno igralko. Jaz moram reči, da pri vsaki vlogi drugače pridem do cilja, ampak zelo težko opišem, kako jaz delam vloge. Včasih je za to potrebna samo beseda, včasih pomaga najprej pozunanjiti vlogo in jo šele potem napolnim na noter. Včasih črpam res iz teksta, iz neke psihologije lika. Tako da vsaka vloga ima popolnoma drugo pot. Če vzamem Marlene Dietrich, smo gledali vse te posnetke teh njenih nastopov, njenih intervjujev in tako. In bi lahko rekla, da sem jaz to vlogo delala od zunaj navznoter.
vsak že zame ve. Vsak pogleda mamljeno, mamljen pa ne zre. In moški, poljuba tu ne da. Svoj pogled imam in svoj pogled igram. Imam to sposobnost, se mi zdi, uživeti v človeka na nek svoj način, se pravi, ga interpretirati oziroma ga predstaviti kot sebe v tem liku. Moram reči, da me petje kar spremlja skozi celotno mojo kariero. Že v Trstu sem začela in potem me je to v bistvu nekako pripeljalo do te moje kar pomembne vloge v mojem življenju do Piaf, kjer sem se prvič predstavila konkretno s petjem, kjer je bilo petje v ospredju skupaj z igro seveda. Hvala za vaš prijeten način. Prisrčen pozdrav. Se mi zdi, da mi petje in glasba pomaga podoživeti neka najbolj močna čustva, ki jih imam v sebi, mi pomaga, da jih lahko izrazim. Si mu morala biti pa zelo, zelo všeč. Nisem mu bila tako zelo všeč. Všeč mu je bila samo moja... No, saj veš. Tvoja kaj? Moja. Kolesje civilizacije na vseh koncih sveta. Ozrl sem se, zagledal to dekletce, ki ga tukaj vidimo, z otrokom na hrbtu. V zadnjem trenutku tudi sprožil kamero in nekako nekaj posnel. In potem tudi to uvrstil na sam začetek filma. Mislim, da zelo dobro uvede zgodbo v tem smislu, kako kolesje civilizacije pred seboj uničuje bitja, ki so bila rojena tako kot mi, ampak nimajo enakih pogojev. Človečanju živelo na tisoče, povsem obubožano. Zgodba o Pedru Opeki govori pravzaprav o nas samih. Je sicer zgodba o njem, mi gledamo njega, ampak v bistvu poraja vprašanje o nas samih. Kakšen sem, kako se obnašam, kakšno kulturo nosim v sebi in okrog sebe, kakšno kulturo širim. In v tem smislu me je pregneto tudi vse ostale, ki smo pri tem filmu sodelovali. Smetišča skupaj z njimi gradi novo družbo. Kulturo dobrih prijateljev. Športni preobrazbi se preda tudi misionar Pedro. Nedelja popoldan je čas za nogomet. To je njegova argentinska strast. Vse skupaj je bilo na začetku zastavljeno relativno neambiciozno. Ekipa je bila minimalna, sama s snemalcem, pa še en pomočnik je bil. Predvsem se ni dalo drugače delati, ker mi nismo hoteli zaustaviti proces dela Pedra Opeke takrat na licu mesta, ker tudi nismo imeli srca, da bi to lahko naredili in tudi on ni bil na to pripravljen. Ampak smo enostavno sledili po konceptu, ki je bil naprej pripravljen, sledili njegovemu delu. Zato je s tako majhno ekipo bilo mogoče tudi posneti v resnici avtentičen dokumentarni film, kjer ni ničesar ponarejeno, nikjer ni kamera zaustavljena, sploh ko teče, zato da bi nekaj posneli, ampak smo naredili tisto, kar se je v tem trenutku dogajalo. Na hribu nad vasjo je za Pedra eden najbolj čudovitih krajev na svetu. Tu je bliže odgovorom na vprašanja, ki si jih postavlja. Kar se tiče razvoja dokumentarnega filma, smo mi mogoče malo preveč okosteneli. Pravilo je, da ni pravila. Tudi sam sem na festivalih v Ameriki, pa tudi v Kanadi videl, da je dokumentarni film skoraj vse. Da tu ni nekega pravila, v katerega bi se dalo dati nekaj v kalup in nekaj izločiti. Se mi zdi, da vedno bolj prihaja v ospredje pomen zgodbe. Tisti, ki zna zgodbo narediti tako, da jo ljudje razumejo, hkrati pa je za dokumentarni film takega kova, o katerem mi sedaj govorimo, zelo pomemben angažma, se pravi, da ima film neko sporočilo, da ima nek naboj v sebi.
Tržaški lingvist in skladatelj Pavle Merku je eden najpronicljivejših raziskovalcev slovenskega glasbenega izročila, ki ga zna spretno vplesti v svoje skladbe in ga tako iztrgati iz pozabe. Ves čas pa ga mika tudi proučevanje različnih narečij. Kot slavenist in etimolog je oral ledino na območju Beneške Slovenije. Sem bil zelo radoveden in sama radovednost me je gnala raziskovati dialekte, raziskovati ljudsko blago in sem srečal tako čudovite